Mislim, da je predvsem en od več izzivov imamo. Najbrž se da vse na nek način rešiti. Prva stvar je pač Slovenija je dokaj majhno tržišče in temu pač primerno, potem pač posledično je tudi ta neka kupna moč. So ljudje, ampak najbrž jih je še zmeraj pač količinsko premalo, da bi pač mi obstajali sem tukaj. Potem tudi nekih trgovin, ki bi pač podpirale nas kot modne oblikovalce pač v Sloveniji je praktično ful malo. V bistvu je ena taka zofa, pač Katja Toplak iz Maribora se pač zelo prizadeva za nas, showroomi z nekimi konceptualnimi trgovinicami, ampak to je pa roko na srce tudi pač vse in dejansko si pač prepuščen dosti samemu sebi in pač je na tebi, kako se boš ti znajdel in plaval pač na tem slovenskem terenu, če pač se odločiš, da boš tukaj. Če bi zdaj lahko pred omejitev razmišljala, kakšno podporo bi si želela pri širjenju svojega brenda oziroma pri naslednjih 2-3 korakih razvoja svojega brenda? Poleg finančne, absolutno, mislim, da tukaj smo po mojem čisto vsi pač še orto veliki brendi, verjetno bi pač rabili še kakšno dodatno injekcijo. Po mojem v smislu marketinga, tukaj sem na nulki. Po moje to, ja, pa tehnično v smislu nekih dobrih šivil, krojačev, krojačic, to, po moje to, no. Se pravi pač nek marketing, pa tehnična podpora za razvoj kolekcij. Tako kot smo danes videli, je strani modnih oblikovalcev zelo velik interes, tudi potrebe po tem, da pridobijo ne samo kreativna znanja, ampak tudi neka podjetniška znanja, kontakte, priložnosti za prodor mogoče na tuje trge, za neke nove poslovne poti, distribucijske kanale in ravno zaradi tega velikega potenciala, ki ga imamo, da pri nas v Sloveniji, ker imamo res zelo veliko vrhunskih, kvalitetnih modnih oblikovalcev, se nam je zdelo pomembno, da tudi mi pristopimo malo bolj sistematično k podpori tega področja. Kakšno podporo bo ta program nudil in v bistvu ustvaril neke temelje za nadaljnji razvoj? Ja, tukaj želimo zagotoviti najprej mentorstva, izobraževalne delavnice, predvsem z področja poslovnih znanj, recimo znanj, ki omogočajo mladim ali pa blagovnim znamkam, že uveljavljeni, neko prepoznavnost, dostop do tujih trgov, upajmo tudi za tem programom, predvsem, ker se nam zdi, da je Slovenija vseeno tako majhen trg, da je nemogoče prav zares preživeti oziroma ali pa težko preživeti samo od prodaje na slovenskem trgu, da se omogoči tudi neki nastopi na tujini in s tem tudi nove priložnosti. Zagotovili bomo potem tudi neke eksperte, tako kot je recimo Peter Maurin, upamo, da se bo pridružil programu kot ekspert, ki bojo lahko svetovali ustvarjalcem, vključenim ustvarjalcem mimo delavnic, skratka, poleg delavnic še eksperti, ki svetujejo neke zanimive zgodbe ljudi, ki delajo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, uspešnih slovenskih ali pa tujih ustvarjalcev, zato da probamo odpirati nove poti, nove povezave za tujino. Ob tem pa zagotovimo izbranim tudi koprodukcijska sredstva za razvoj pač kolekcije, lookbooka in potem tudi neko predstavitev v sklopu seveda za izbrane v London Fashion Weeku in pa neka promocijska PR podpora. Kaj bi ti rekla, da je ena lekcija, ki si jo ti naučila v svoji karierni poti, ko bi jo danes predala modnim oblikovalcem, ki začenjajo? Jaz mislim, da je letos oziroma zdaj v tem času zelo težko začeti eno samostojno pot tem mladim oblikovalcem. Jaz imam za sabo hčerko, ki hodi zdaj po tej moji poti, recimo začenja to pot in moj mož me vsake toliko časa vpraša, a ti res želiš, da jo pošljeva na to pot in na ta trd kruh, ne? Ampak kljub temu jaz ne vem, meni se zdi, da moraš imeti to res rad. In pol pač ne vidiš vseh tistih težav, ki se ti postavljajo skozi vsa leta. Jaz več kot 20 let imam že svojo blagovno znamko. V tem času se ni nič kaj tako dosti spremenil ali pa ne delam več nič drugače, kot sem takrat. Predvsem ostajam zvesta sebi. Delam
dobro s strankami, posvečam se stranki, vsako sama sprejmem, individualno z njo poklepetam, vzamem si res mogoče preveč časa in mi pol že na kreativnosti zmanjka energije, zato ker mi vendarle delamo ogromno po meri za posamezne stranke, unikatnih izdelkov, ves čas razvijaš nekaj novega. No? In kaj je moje letošnje odkritje? Že pred letom, dvem sem rekla, ne bom več delala velike količine materialov, zaradi tega, ker je pač to preprosto preveč vsega novega, kar je danes tudi Peter rekel, ne, da zakaj bi imeli še eno blagovno znamko, če jih je pa že toliko in vsega toliko narejenega. In letos je bila moja odločitev recimo za Fashion Week ta, da ne bom izdelala kolekcije, kjer bo vsak styling vseboval vsaj 3-4, ne vem koliko kosov, ker vsakič v taki kolekciji ti narediš, proizvedeš toliko enih oblačil, ki so samo za napisto. V bistvu proizvajajo smeti, ostanejo v nekem arhivu, niso nosljivi, čas in denar pa vendarle nameniš temu. In mi, ki smo majhni, si to pravzaprav zelo težko privoščimo. No, in moj letošnji nauk, da sem se lotila samo izdelave kolekcije pač plaščev, je bila odlična ideja. Posvetila sem se, fokus je bil na enem izdelku, nastalo je 14 unikatnih kreacij, ki imajo zdaj dolgo življenjsko dobo, tako te osnovni kroji, detajli, ki jih lahko še nadgrajujem, in praktično mi ni nič ostalo na policah. V prejšnjih letih pa kar dost. Torej, fokusirati se tudi strategijo enega produkta, pa tistega razčleniti je dobra pot. To se mi zdi, kljub vsemu 20 let že delam, ne, ali pa še več, prej neuradno. In to sem dojela šele zdaj, da je pravzaprav ni treba vsega znati, vsega narediti, vsega pokazati naenkrat, ampak se res fokusirati na en kos in tistemu posvetiti dovolj časa, ker potem dejansko je uspeh. Še eno vprašanje. Glede na to, da smo danes govorili o modnem inkubatorju, pa o neki tudi sistemski podpori, kje si jo ti dobila, oziroma iz tvojih izkušenj, kje dobiš lahko tako podporo? Ali so to neki razpisi ali programi, kje po tvojih izkušnjah lahko oblikovalci, pa tudi ti, če jo še kje dobivaš, kje je v bistvu? Jaz sem tako, vedno rečem bolj kot ne one-man band, kar je pač za nas majhne ateljeje, studije, ki se s tem ukvarjamo in tudi od tega živimo. Treba je vedeti, da v Sloveniji je dejansko zelo malo oblikovalcev, ki imajo dejansko svoj atelje s svojim strojnim parkom, bom jaz rekla, s svojimi zaposlenimi, rednimi sodelavci, in jaz sem ena takšnih, ki to imam, ampak to je zelo težko vsak mesec preživeti. Dovolj strank pridobiti, ukvarjati se s prodajo, ukvarjati se z vsem in dejansko bi rabil pomoč. Do zdaj, ali jaz nisem videla ali pa nisem znala prisluhniti temu, ker se mi je zdelo mogoče, da znam vse sama ali pa bom zmogla sama. In ko sem dobila tole vabilo na ta razpis Centra za kreativnost, se mi zdi ena taka odlična ideja, odlična priložnost. Sama sem sicer mislila, ok, mogoče to za mlajše, pa vendarle se mi zdi, da bi tudi meni zelo, zelo koristilo vse to, kar ponujajo. Kaj bi svetovala obstoječim slovenskim brandom, pa tudi tistim, ki se nekako lotevajo te svoje poti grajenja znamke? Mislim, da predvsem nimajo sistema, kako stopiti na trg, nimajo orodja, ki bi jim to dal, in to se mi zdi, da bi bilo fajn poskrbeti v sklopu teh izobraževanj, naprimer tudi to, kako iz sebe narediti brand oziroma iz svojih oblek iti v stopničko više in narediti brand. Predvsem pa odkriti tisto nišo, kjer si. In to nišo zelo dobro opisati in caterati prav tem ljudem, da se odločaš, da enega segmenta mogoče ne boš pokrival, se zavestno odločaš, čeprav je trg majhen, se mi zdi, da je fajn, da greš res v en nišen in nagovarjaš tiste. Zelo veliko govorimo o podpori, o iskanju kadrov, ki sestavljajo time. Kje se ti zdi, oziroma iz svojih izkušenj z delovanjem z brendi, kje se ti zdi, da bi so tisti najbolj ključni podporni kadri, ki jih nek oblikovalec, ki je ponavadi tisto kreativa first, kje bi
svoj tim začeti dopolnjevati, s katerimi člani ekipe, če tako rečem? Je odvisno, kaj se odločiš. Po mojem, če hočeš iti internetno, če hočeš iti v prodajo, nekaj, da boš vse prodal, recimo, ene stvari v tujino, se mi zdi, da je fajn, da imaš tudi ta del urejen, komunikacijo nasploh, ene stvari, da se mogoče avtomatiziraš, da ne boš imel toliko dela, da razmisliš, kako boš skozi na voljo imel svojo kolekcijo, ali boš imel drope, ali boš vsake toliko časa odprl za naročila, pa boš sprejemal, meni se zdi mogoče za majhnega ta model prednaročil fajn, ampak da ga odpreš malo višje, malo širše, da dobiš še od drugot, ne samo po Ljubljani pobiraš svoje prijatelje, ampak če hočeš iti širše, je to že fajn. Skratka, enega, ki zna, mislim, ni toliko veliko dizajnerjev, ki znajo dobro komunicirati svoj brand. In to je ena stvar, ki jo moraš znati. Danes je bilo, naprimer, smo imeli pogovor s Petrom, vidimo, da je on zelo dober komunikator. On zelo dobro pove, kaj hoče, kako vidi in ta svoj univerzum dobro opiše. Drugi dizajner se pa mogoče bolj sramežljivi s tem in je treba iz njega dobiti to in zapakirati tako, da je to za trg primerno. Kaj pa je primer dobre komunikacije brenda? Dobra komunikacija brenda pomeni, da je ne opaziš, ampak te popelje v ta njegov svet in se čutiš nagovorjenega, predvsem pa to, da si nekaj posebenega, da niso zdaj vsi odkrili to, ampak da tebe nagovarja kot nekega takega poznavalca, nekoga, ki ima malo več ve, pa malo več zna kot drugi in te kleje poboža. Hkrati pa moraš imeti skozi občutek, da oni gradijo en svet, ki je večji od tebe in bo vedno ta navdih prišel. Ti se v bistvu usedeš na ta vrtiljak in oni te bojo pelali. Za odlični komunikatorji ni nujno, da so z besedami. Ko rečemo komunikatorji, si lahko z imidžem, za čimarkoli, zdaj vidimo, Žako Mus je tak, ne vem, veliko je teh, ki nam naredijo cel svet in po moje, ne vem, kakšni so njegovi izdelki, ali so na tem, je pa vsekakor ta komunikacija na enem zelo kreativnem nivoju. Center Rok je nova ljubljanska institucija, odprta je bila leta 2023. V Centru Rok pa predvsem podpiramo modne oblikovalce na ta način, da jim omogočamo delovanje v našem studiu, v naših studijih in sicer na ta način, da modni oblikovalci, ki se ukvarjajo s trajnostno modo, lahko pridobijo individualni studio v brezplačen najem za 1 do 3 let in tam razvijajo svoje produkte. To je za profesionalce, za vse ostale, vključno s profesionalci, jim pa na voljo tudi naši proizvodni laboratoriji, kar 9 jih imamo, eden od njih je tekstilni laboratorij, v katerem imamo na voljo sodobno strojno opremo, tehnološko podporo od 10 dopoldne do 8 zvečer vsak dan, vključno soboto in tukaj pa lahko tako oblikovalci kot študentje, kot tudi dejansko ljubitelji razvijajo svoje produkte, naučimo jih, kako se uporablja strojno opremo, naučimo jih, kako se kroji, naučimo jih o tekstilu, o materialih, kako lahko kombinirajo tudi tekstilni laboratorij z drugimi laboratorijami, recimo z digitalnimi tehnologijami v 3D studiu, z novimi materiali v našem zelenem labu in tako naprej. Kar je zelo pomembno pri temu je to, da naši labi jim omogočajo razvoj produkta od ideje do končnega produkta ali pa prototipa in to je zelo pomembno, zaradi tega, ker skozi razvoj Centra Rok, ki je potekal kar od leta 2010, smo ugotovili tudi v sodelovanju z različnimi fakultetami kot NTF ali pa ALUO, da študentje skozi proces izobraževanja imajo zelo malo stika z materialnostjo, imajo veliko enih raziskovalnih idej, enih idej, ki so zelo umetniške recimo, ampak ko se ti zadaneš nekje v material, v samo tehnologijo, te pa ta začne omejevati in tukaj tudi potem pride neka kreativnost in neke nove ideje iz teh omejitev dejansko. Še zadnje vprašanje. Zdaj Rok že par let deluje s tem tekstilni lab. Kje ste mogoče videli, da pa se pojavljajo še dodatne potrebe, ki bi jih lahko, s katerim dodatne potrebe ustvarjalcev in če ste mogoče videli še neke dodatne priložnosti, kjer lahko podprete oblikovalce, kreatorje? Ja, mi že, ko smo razvijali Center Rok, smo dejansko bili stalno tudi v nekako
dialogu z Centrom za kreativnost, za katerega sem jaz tudi osebno delala nekaj časa in zato smo se v Centru Rog tudi in v Centru za kreativnost nekako si razdelili področja. Tako da v Centru za kreativnost pač se bolj osredotočajo na same poslovne ideje in tako naprej, pri nas pa na produkcijo v bistvu, ne. Tako da jaz lahko govorim o temu delu, o produkciji v Centru Rog in to, kar smo opazili, da imajo ustvarjalci še potrebujejo, recimo kakšni masterklasi s kakimi priznanimi drugimi ustvarjalci, preko katerih lahko vidijo skozi hands-on situacije, na kakšen način ti ustvarjalci razmišljajo, kako pridejo do svojih produktov. Danes smo recimo imeli s Petrom zelo zanimivo izkušnjo, ko je povedal, kako se je njegova poslovna pot nekako razvijala in ravno ista zadeva je tudi pri vseh ostalih ustvarjalcih, tudi na področju produkcije. Nihče ne more uspeti sam, vsi potrebujemo neko infrastrukturo, vsi potrebujemo ljudi, ki nam pomagajo s svojim znanjem, svojo prijateljsko podporo in s tem, da nas tudi preko svojih mrež povežejo z novimi trgi, z novimi prijatelji in tako naprej. Mi lahko za začetek samo poveš, kaj točno delaš, s čim se ukvarjaš in mogoče zakaj specifično si tudi danes tukaj? Maja Koršič Potočnik, odvetnica, ljubiteljica mode, ampak mogoče predvsem poudarek na vse to, ko kreiramo, ko imamo ideje, ko želimo izpolniti neka svoja pričakovanja, je treba urediti tudi pravni del, še posebej, kadar so vključena javna sredstva in v bistvu to je pa moj del. Pravo, ki se ukvarja s financiranji oziroma z javnimi financami. Omenila si, da sodeluješ tudi z MAOT-om oziroma Centrom za kreativnost. Kako, glede na to, da smo danes govorili o modnem inkubatorju, ki se letos zelo fokusirano usmerja na podporo modne panoge, kako več sredstev usmeriti v modno panogo in od česa je to odvisno, koliko sredstev sploh pride, če govorim zdaj specifično javnega denarja? Katere kriterije moramo nekako zadostiti? Še en korak nazaj je bilo treba iti. Kako sploh zagotoviti kakršnakoli sredstva za Center za kreativnost? Dejstvo namreč je, da ima v ustanovnem aktu zapisano nekaj in ko pridejo na idejo, kaj vse je še treba podpreti, je prvo vprašanje, kako, na kakšen način in ali imamo pravno podlago za to. Tako da mi smo kar precej časa namenili temu, da smo pravno podlago našli, da smo te projekte upravičili. Na koncu se izkaže, da so te obrobne stvari pravzaprav najbolj pomembne. Zato, ker če gre tam narobe, potem lahko pade v vodo cel projekt, pa en cel kup enih sankcij je lahko, ki ne samo da zavirajo to, kar si želimo vzpodbujati, ampak lahko tudi prinesejo precej slabega. Kakšne, mogoče tudi tvoje lastne izkušnje dela z MAOT-om in drugimi kreativnimi ustvarjalci, če tako rečem, kakšne so največkrat ovire pri poslovanju? Ovire so vedno to, da bo nekdo vprašal, kje pa to piše, da vi to smete in da vi lahko porabljate javni denar na ta način. In dejansko je to zelo lahko podati, tak argument. Veliko težjega je pa vreči, zato ker, ko se mi pogovarjamo o nekih klasičnih javnih naročilih, razumemo, obstaja nek postopek, slediti moramo neki proceduri, kaj pa, ko je v igri Center za kreativnost? Kaj pa, ko ti ne moreš ovrednotiti z nekimi objektivnimi kriteriji, to ima prednost, to je na drugem mestu, to je na tretjem mestu. Ko je vse stvar navdiha, ko je stvar subjektivnih kriterijev, takrat pa v bistvu na nek način vsa ta pravila, ki jih imamo, odpovejo. Takrat v bistvu je treba pravo na novo napisati. In če zdaj prav razumem, to ste naredili tudi s Centrom za kreativnost, oziroma... Točno to smo morali narediti s Centrom za kreativnost, morali smo najti ustrezno pravno podlago, jo upravičiti, to smo seveda tudi uspeli narediti, zato da lahko zdaj vse te ideje in vsi ti projekti zaživijo v polnem smislu. Če se vrneva še do modnega inkubatorja, hvala ti drugače za to uvid in ozadje. Prej sem govorila z nekaj oblikovalci in zelo velik
izziv seveda izpostavljeno financiranje. Financiranje, kako pač preživeti od tega dela, kar delaš. Ironično, ne? Po eni strani je moda eno od najbolj dobičkonosnih poslov na svetu, po drugi strani se pa mi praktično pogovarjamo z njimi na dnevni ravni, kako preživeti. Tako, Unbelievable. In zato me zanima tvoja perspektiva, kot zelo si v stiku z tem javnimi naročili, torej javnim denarjem. A nam fali kakšen kriterij, a nam fali nekaj, kar bi te druge zadovoljilo, da bi v bistvu več denarja priteklo v ta kreativni sektor, posledično tudi v modni sektor? Ali je v bistvu problem v kreativcih, mislim, problem? Ali oni nimajo, ne vem, dovolj znanja, dovolj informacij, kje leži? Nikoli ni problem v žrtvi. Tako kot ni problem v ženskah, problem je v sistemu, ki nas ne pusti na vrh. Ni problem v kreativcih, problem je v sistemu, ki omogoča zelo, zelo veliko finančnih sredstev nekomu, ki je uveljavljen, ko imaš ti eno uveljavljeno blagovno znamko in zelo težko je priti do tam. A ne? Jaz prihajam iz pravnega sektorja, pravni sektor ima samo en odgovor. Sistem je treba prilagoditi temu, da je dostop omogočen. S pravili, zakoni, s podzakonskimi akti, s financiranji, z ravnanjem javnih organov, ki bodo to omogočali. Kako? Kje bomo našli posluh, je drugo vprašanje, ampak odgovor je jasen. Tako kot se ženske na vodilnih položajih ne bodo kar zgodile same od sebe, tako se tudi uspešni posamezniki ne zgodijo kar sami od sebe. V njih je treba vlagati, treba je najti poti do tam in to je nekaj, za kar bi moral poskrbeti sistem. Kako pa ti razumeš oziroma vidiš iz svojega stališča modno sceno pri nas in kje mogoče vidiš potencialne priložnosti, do katerih bi jih usmerila? Ja, pač skozi očala kapitalizma je to seveda zelo drugače, kot ko nekdo to živi in ko je to njegovo življenje. Očala kapitalizma pač povedo, da tam, kjer je povpraševanje, tam je ponudba, oziroma kjer je več povpraševanja, tam je tudi več priložnosti. Kar jaz močno spodbujam je, da se da pogledamo okrog sebe, da gremo lokalno, tako kot velja za hrano, tako velja tudi za modo, tako velja tudi za marsikakšno stvar. Lokalno pomeni ponos, pomeni kvaliteto, pomeni izstopanje. Jaz mislim, da če ti nosiš nekaj iz slovenske blagovne znamke, močno izstopaš v današnjem svetu, kjer so vsi enaki. In jaz mislim, da bi morali poskrbeti za to, da nosimo lokalno, da nosimo slovensko, da nosimo slovenske dizajnerje, pomeni statusni simbol. V trenutku, ko bo to za nas, zame je že to statusni simbol, ampak ko bo to postal statusni simbol, bo tudi vam, oziroma vsem mladim ali pa slovenskim dizajnerjem mnogo lažje.